Policija pa trenutno išče odgovor na vprašanje, ali je bil nakup zaščitne opreme opravljen po pravilih. V Infodromu smo že razložili, da imamo v Sloveniji ustanovo imenovano Zavod za blagovne rezerve. Tam je shranjeno vse, kar bi potrebovali v kriznih razmerah. V tem obdobju potrebujemo več obraznih mask, rokavic, medicinskih ventilatorjev oziroma respiratorjev in podobnega, zato je bilo treba vse te stvari dokupiti. A nekateri novinarji razkrivajo, da naj ne bi šlo vse po pravilih. Poglejmo, kaj se dogaja. Vlada in njeni ministri so pristojni za odločanje o uporabljanju denarja, ki ga imamo v državni blagajni in ga prispevamo vsi državljani. Denar prispevaš tudi ti, ko na primer kupiš bombone in gre del zneska odplačila kot davek v državno blagajno. 12. marca 2020 je Slovenija razglasila epidemijo. Novi koronavirus se prenaša zelo hitro, zato je bilo treba kupiti večje število mask, rokavic in medicinskih ventilatorjev oziroma respiratorjev, da bi širjenje lahko preprečili in koronavirusno bolezen zdravili. V Sloveniji nimamo posebne službe, ki bi poskrbela za obsežnejše nakupe, ampak v normalnih razmerah ustanove, denimo bolnišnice in šole, nakup opravijo po vnaprej določenem postopku javnega naročanja, ki je zapisan v zakonu. To pomeni, da pripravijo razpisno dokumentacijo, v kateri napišejo, kaj točno kupujejo in kakšne zahteve imajo pri tem. Podjetja, ki te dobrine imajo, nato pošljejo svoje ponudbe. Pogodba se sklene s tistim podjetjem, ki odda najboljšo ponudbo, se pravi s tistim, ki za najmanj denarja ponuja največ. Rečemo, da tako gospodarno ravnamo z denarjem. Tak postopek je dolgotrajen, saj je treba pripraviti veliko dokumentov in pregledati veliko ponudb. Sloveniji pa se je letošnjega marca zelo mudilo, saj so zaščitno opremo potrebovale bolnišnice, civilna zaščita in drugi. Zakon o javnem naročanju v takšnih izjemnih primerih dovoljuje, da ustanove nakup opravijo tudi po drugačnem, hitrejšem postopku. Takrat ni treba objaviti razpisa, ampak se lahko kupec in ponudnik pogajata za ceno in še isti dan podpišeta pogodbo. Vlada je določila, da bo tokrat opremo priskrbel Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, vlada tudi določi, kaj bo v blagovnih rezervah. In vlada je določila, da mask, rokavic in drugega zavod ne bo kupil od proizvajalca, torej tistega, ki jih izdeluje, ampak od posrednikov. Posrednik je tisti, ki blago kupi v tovarni in ga nato proda naprej, v tokratnem primeru zavodu. Vlada je ustanovila tudi posebno skupino, v kateri so predstavniki več ministrstev, ki pregledujejo ponudbe in zavodu svetujejo, s katerimi posredniki naj sklene pogodbo. A novinarji opozarjajo, da vsi nakupi niso bili opravljeni gospodarno in da vse ponudbe sploh niso bile pregledane. Več informacij kaže, da naj bi nekateri ministri in politiki poskušali vplivati na to, da bi posel dobila točno določena podjetja, ki bi tako zaslužila veliko denarja, čeprav bi druga podjetja opremo lahko priskrbela ceneje. Ali so se pri nakupu opreme res dogajale nepravilnosti, zdaj preiskuje tudi policija. Če bo našla dokaze, bo o tem, kdo je za to odgovoren, presojalo sodišče.